Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, od parlamentarnih volitev je minilo že 17 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. 51-letna Shirin Abu Akleh, ameriška novinarka palestinskega rodu, ki je iz zasedenih palestinskih ozemelj poročala za arabsko televizijo Al Jazeera, je nosila prepoznaven zaščitni jopič, ki ga vidite na fotografiji, ko so jo izraelski vojaki ubili strelom v glavo. Ker je šlo za novinarko in ameriško državljanko, napeto čakamo na ogorčen odziv ameriških oblasti. Do takrat pa nam ostane, da žal samo ugotovimo. Tudi novinarje ubijajo, mar ne. Sedaj pa se lotimo 124. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali milijon za domovino. Kaj pomeni milijon evrov za domovino? Podjetnik dr. Aleš Štrancár v medije vlaga milijon evrov. Kaj pomeni milijon evrov za medij Domovina, nam bosta povedala naš posebni gost Igor Volk in naš stalni komentator Tino Mamić. Igor, Tino, dobrodošla. Živijo. Igor, če midva začneva, zdaj, če se malo pohecamo na začetku, bodoči mandatar Robert Golob je napovedal, da bo ukinil vse medije, ki nimajo pregledne in stabilne lastniške strukture. Zdaj, čeprav razumem, vi ste iz ta hudega ven, verjetno ste zdaj to zadevo uredili in malo z večjim optimizmom oziroma z manjšim strahom gledate v prihodnost in na novo vlado. Ja, vsekakor. Dr. Štrancár, ki se je enkrat odločil, da želi vložiti, je sam rekel, dajmo to narediti pred volitvami, da bomo ne glede kakšni bodo rezultati, kakršni bodo, zelo jasno pokazali, da si želimo delati medij po pravilih medijskih in sicer tudi, kar se lastništva tiče, zelo transparentno. Zato je bila ta odločitev, da bo v bistvu to novo podjetje Mediapolis odkupilo vse pravice in vse, kar spada k Domovini, portalu in tudi tisku in potem v bistvu začne vlagati v sam razvoj. Ja, ker zdaj v bistvu ta zavod Iskreni, ki ga ti vodiš, je v bistvu zdaj izdajal ta spletni medij Domovina in tednik, zdaj pa se to oboje, čeprav vem, seli na to novo podjetje. Ne? Tako, upamo, da do konca maja bojo zaključeni tej prvi postopki in do prvih dneh junija bomo lahko že naredili ta preklop v ozadju, ki pa za bralce ne bo nič bistvenega kratkoročno prinesel. Pomembno pa je, da je zelo jasno sporočilo, tudi kar se tiče podjetja, da so vključeni na eni strani oba urednika, investitor in direktor in v bistvu vsem štiri nam je jasno, kaj si želimo narediti z Domovine. Ja, Tino, pred približno enim letom smo bili prvič v oddaji, ko ste štartali s tednikom Domovina, ti si urednik, glavni urednik tega tednika, zdaj ste upihnili prvo svečko. Če tako pogledamo, če boste za vsako leto obstoja dobili milijon evrov, pol ste sta hudega ven. Ja, res je, zdaj 17. bo prva obletnica. V tem času pred enim letom smo se pripravili na to prvo številko oziroma nulto brezplačno številko, ki je precej razburkala slovensko javnost, toliko, da so petkovi protestniki hoteli kuriti grmado z našimi domovinami. Ja, ampak Domovina ne gori, se pol ugotovili. Pol so se očitno premislili, ampak kakorkoli ta milijon jemljemo ne toliko kot denar, kot neko priznanje. Recimo, dr. Štrancár se je odločil za investicijo v medij na podlagi dolgoletnega dela vseh, ki smo povezani s tem projektom, ker nas je prej tudi recimo besedno in drugače podpiral. In recimo Zavod Iskreni deluje praktično 17 let in poleg portala Domovina, ki ima vsak mesec tudi po 250 000 unikatnih obiskovalcev, ima tudi portal iskreni.net, tak bolj družinski, bolj vzgojni portal, ki ima tudi 80 ali pa še več tisoč obiskovalcev mesečno. Tako da je to neke vrste priznanje za to dolgoletno delo. Tudi če te investicije ne bi bilo, bi mi vendarle šli naprej, bi šlo vse skupaj bolj počasi, ampak Domovina je začela
že portal tako, da je bil vedno vzdržen, da nismo bili odvisni od denarja, posebej ne od denarja od politike. Tino, zdaj, ti nisi začetnik urednik, ne bil si tudi že urednik Primorskih novic in tako naprej, ampak vendarle, zdaj je slabo leto, kar urednikuješ, pač urejaš tednik Domovina. Kaj bi lahko povedal recimo v tem letu? Kakšne so izkušnje? Štartali ste v bistvu iz nič z novim tednikom po slabem letu. Kakšne so izkušnje? Ja, odlične. Zdaj v tem času, ko vsi mediji padajo, ko vse naklade padajo, ko mnogi mediji tudi po svetu ukinejo svoje tiskane izdaje, se selijo samo na splet, smo mi naredili obratno pot in dejansko v to praktično skoraj nihče ni verjel. Tudi tisti, ki so nas podpirali, so bili skeptiki. Ampak ideja je bila, da pač to naredimo, zato ker imamo že portal in ker imamo možnost in se je izkazalo, da je preden je sploh išla prva številka, preden so sploh videli to nulto številko, ko so samo vedeli, da bo Domovina, portal naredil svoj tednik, smo mi v 2 dneh dobili 200 naročnikov, 200 celoletnih naročnikov, brez da bi videli eno samo stran iz Domovine. In potem se je videlo, da recimo zdaj smo, takoj po volitvah, smo presegli prodanih izvodov 5200. To je taka številka, o kateri bi pred enim letom lahko samo sanjali. Tako da smo resnično hvaležni predvsem bralcem in ljudem, ki nas podpirajo in z donacijami in z branjem in širjenjem, ker je to dejansko tudi njihov uspeh. Ni to samo, novinarji smo v nekem smislu samo posredovalci sporočil, ki jih ljudje želijo, poznajo, govorijo. Zdaj, Igor, če se navežemo na to, kar je ravno Tino povedal, navajeni smo posebej v Sloveniji, da je z mediji tako. Če jih že nekdo ima, jih nima očitno zaradi tega, ker bi mu prinašali denar, ali pa jih ima zaradi nekih drugih razlogov, lastniška struktura je pač, bi rekel, nepregledna in tako naprej. Vi ste nekako obratno pot, kot je rekel Tino, pač ubrali. Kako recimo vam to uspeva, da se v bistvu širite, namesto da bi se ožali? Ja, v bistvu treba pogledati na začetek same Domovine. Predno se je začela, smo opažali, da v bistvu je naš medijski prostor izjemno polariziran. Mi smo izhajali iz zelo jasnih vrednot in ko smo začeli z Domovino, smo si zadali zelo jasno pot, da bomo novinarjem pustili zelo, bom rekel jasno, proste roke, kako pišejo. In sicer, da bojo pisali in znali pohvaliti naše, vaše, ne glede kako, če bojo delali dobro za Domovino, smo to že v štartu rekli, seveda za Slovenijo in gledamo tudi, da bi v bistvu bila Slovenija vedno bolj tudi gospodarsko prerojena in v bistvu mi imamo finance, ampak rekli smo, mi moramo tudi navadne ljudi izobraževati, zakaj je pomembno, da so recimo davki čim nižji, zakaj s temi davki, ki jih plačujemo, želimo vsi in moramo zahtevati od države, da je dober servis. In to so potem najprej opazili že prvi urednik Rok Čak spletne Domovine, ko je rekel, šele po 2 letih sem videl, da mislite resno, da misliš tudi ti resno, ko se nekaj, marsikatero temu se sam nisem strinjal, ali pa je kdo klical, ki me je poznal in pritiskal, lej, to res spremeni. In jaz dejansko nikoli nisem zahteval od urednikov, da bi pisali po nekem nareku. In do danes še ni bilo teme, ki bi bila na nek način prepovedana. In se mi zdi, da to ljudje opažajo. Hkrati pa smo tudi začeli zelo preprosto in sicer z denarjem, ki smo ga imeli z donacij in svojim denarjem in delali zelo skromno, korak po koraku. In ta milijon bi rad dopolnil, da ni samo za Domovino, ampak bo namenjen tudi za širitev izven Domovine, se pravi tudi še za kakšen drugi medij. Zdaj po tej tiskovni konferenci prejemamo ogromno klicev z veliko medijskimi insajderji, se pogovarjamo in izvajamo in temeljito analizo medijskega prostora in nas v bistvu zanimajo tudi še ostali taki, bomo rekli, manjši projekti, ker tudi televizija danes ni televizija kot televizija, oziroma čez 5 let bo vse na zahtevo. Če strinjam, ja. Lahko samo dopolnim. Pri Domovini od vsega začetka in tudi pri Iskrenih net, ki je bil prvi portal, so od vsega začetka prisotne medijske inovacije. Torej neke novosti, ki jih nihče še ne pozna, ali pa novosti, ki so jih recimo odkrili v kakšni drugi zahodni državi in smo jih mi potem prenesli. In ena od teh novosti je recimo to, kar je uvedel
urednik in ustanovitelj, lahko rečemo, portala Domovina Rok Čakš, da je ogromno komentarjev, skoraj vsak članek ima svoj komentar, ampak je članek, je komentar na koncu in je točno napisano, kdaj je komentar, kdaj je pa poročilo. In tako človek, ki ga ne zanima, kaj si avtor misli o tem, prebere samo članek. Komentar pa prebereš, če te zanima oziroma če se strinjaš ali če se ne strinjaš, ampak je opcija. Ne? In ljudje niso neumni, zato jim, ko sem prej rekel, novinarji smo v službi javnosti. Nismo mi tisti, ki moramo ustvarjati javnost, javno mnenje, ampak moramo sporočati. In na ta način sporočaš, ker ljudje so dovolj pametni, da si sami ustvarijo mnenje na podlagi dejstev, ki jih novinar napiše. Tole me še zanima, Tino, za neke te, ko bi rekel, tradicionalni politični tedniki v Sloveniji, Mladina, Reporter, počasi ugašajo, njihov doseg se zmanjšuje, vi pa v bistvu postajate čedalje bolj faktor. Ne? Čem ste vi boljši od njih oziroma kaj delate drugače od njih? No, najprej gre gotovo za uredniško politiko, ki je precej drugačna, ki je bolj odprta in z jasnimi vrednotami. Na prvem mestu je svobodno gospodarstvo, ne, ki nagovarja tako leve kot desne, tako verne kot nevirne. To je gotovo nekaj, kar nam priznavajo tudi podjetniki, ki se oglašajo in ki nas recimo podpirajo z donacijami. Zato je tudi dr. Štrancar prišel. Tako da gotovo je to neka uredniška politika, ki je drugačna. Hkrati pa mi ne delamo napak, ki jih delajo drugi tiskani mediji. In kaj so napake, pa lahko hitro vidiš, če odpreš 3 italijanske ali nemške revije in potem že po grafiki vidiš, kje delajo naši tedniki, recimo, ali drugi časopisi napake. Tako da tukaj ne gre za neko strašno grozno inovacijo. Problem je, da so mediji pri nas niso odvisni od denarja bralcev, ampak so mediji dejansko politični projekt. In zato je vseeno, TV Slovenija jim je vseeno, koliko gledalcev imajo in zato lahko delajo slabo. Predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj pomeni milijon za domovino. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Volk, direktor zavoda Iskreni, in pa naš stalni komentator Tino Mamić. Pogovarjamo pa se o novem medijskem projektu oziroma kaj pomeni milijon evrov za domovino. Igor, Tino, predlagam, da zdaj povemo vendarle še nekaj besed več oziroma vidva povesta o tem novem projektu. Omenili smo že v prvem delu oddaje, da v bistvu ne gre samo za donacijo medijev domovina, da gre tudi za neke širitve, da razmišljate tudi o nadgraditvi obstoječega medijskega projekta in mogoče tudi v zagonu kakšnega novega. Izvolite. Torej, ta milijon bo šel širše, kot je domovina, ampak absolutno tudi v krepitev tednika Domovina in spletnega portala Domovina. Tednik ima še kar nekaj, Tino ima še kar nekaj idej, morebiti bo kakšno že povedal. Predvsem pa tudi trg se zdaj zelo zaostruje, kot vsi vemo, se dražijo surovine. Mi bomo recimo junija letos imeli papir in tisk za približno 30-40% dražji, kot je bil decembra. Tako da tudi v to bomo vložili v tem trenutku, da nihanje cen ne bo tako vplivalo na samo poslovanje. Na drugi strani imamo pa veliko načrtov, predvsem za video. Predvsem ta video na zahtevo bi radi razvijali različne tipe vsebin, ki bodo se širile seveda predvsem po internetu pa družabnih omrežij. In tukaj smo lansko leto izvajali predvsem interne teste, ki jih nismo ven dajali, in zdaj ta trenutek se pripravljamo, da bi v čim krajšem možnem času začeli z redno neko spletno produkcijo. Sicer to so zelo stare stvari, ne gre zdaj, da je dr. Štrancar vložil denar oziroma da smo skupaj naredili nov projekt, ki bo širil medijske vsebine, ampak jih bo predvsem okrepil. Zato, ker recimo studio za videoprodukcijo je Igor Volk naredil že v prvih prostorih na Nazorjevi že 5 let nazaj.
Ne? Tako da to, da bi šli na druge vsebine, na video ali pa recimo, tako kot eden tukaj piše, Radio Domovina. Razmišljamo o vsem tem, zato imamo podcaste, zato smo imeli lani recimo oddajo Dialogos, v katero smo recimo dobili Milana Kučana in Lojzeta Peterleta, ki sta se soočila in se pogovarjala o dogodkih izpred 30 let, to, česar ni uspelo nobeni drugi, recimo televiziji. Tako da to je vse bilo že davno v zametkih in z razvojem tehnologije je samo vprašanje, na kakšen način in kam se bomo širili. Zato je zdaj ta vprašanja, ali greste v televizijo. Seveda, mi smo že davno rekli, da gremo v video vsebine. Zdaj, prav ta klasična televizija pa ima itak nek omejen rok trajanja, ker bo daljnoročno vse na zahtevo. Tako da jaz računam, da se bomo tukaj tudi okrepili, tudi po tem dogodku, temu milijonu, vložku milijona doktorja Štrancarja, se nam je že več podjetnikov oglasilo, da bi tudi oni radi pomagali. Tako da je to, gre tudi za eno gesto, da sami ljudje lahko nekaj spremenimo. Ni res, da ne moremo spremeniti tudi, če hočete, naslednjih volitev, lahko jih spremenimo. Lahko jih spremenimo z neko aktivnostjo, z aktivnim državljanstvom, lahko spremenimo tudi svet. Zdaj, doktor Štrancar je seveda uspešen podjetnik, ima sredstva, ampak v tem njegovem primeru ne gre za neko klasično donacijo, v smislu imam denar, pa ga podarim zato, ker so mi pač fajn, ampak on tudi vidi v tem neko poslovno priložnost oziroma neko poslovno vizijo. Ne? Štrancar je izjemno načitan človek, izjemno izobražen, torej intelektualec, ki tudi, recimo, on je hotel študirati zgodovino, in dejansko on zgodovino pozna bolj kot bi lahko rekel večina šolanih zgodovinarjev. Tako da ima en izjemno širok spekter znanj, izjemno spremlja in medije in politiko. Recimo, to je moj poklic, pa vendar velikokrat najdem stvari, ki mi jih on pove, ki sem jih prvič slišal. Tako da je res na tekočem in zaradi tega smo tudi zelo hvaležni, da se on ni vključil samo kot donator, ampak kot eden od faktorjev, če hočete, eden od faktorjev v tem novem podjetju. Predvsem pa je zelo, vidim, kot naravoslovec, analitičen in v bistvu želi, da v bistvu skupaj razvijamo in iščemo poti na podlagi nekih realnih raziskav. Zato ne kar vrže v nekaj tako v prazno in tudi vidim, da trenutno od nas zahteva zelo, da v bistvu se fokusiramo in analitično pristopamo, kjer je stvari razvijati. Da so v bistvu, da bodo prodorne in da bodo tudi na podlagi realnih podatkov, ne na podlagi neke zgolj intuicije. Je pa seveda velikokrat potrebna sama intuicija in drznost, da neke stvari začneš razvijati, spreminjati. Kako vidva sicer ocenjujeta splošno stanje v medijih pri nas? Zdaj, dostikrat radi rečemo, mediji so četrta veja oblasti, so sedma sila in tako naprej, ampak kako je s tem dejansko v praksi? Vidva imata ta pogled od znotraj in od zunaj na nek način, kako je s tem pri nas ta hip? Če citiram Iva Boscarola, ki nam je dal intervju po tisti znameniti prodaji pred tedni, je v našem intervjuju rekel, naše države ne vodi vlada, ampak jo vodijo mediji. Mediji so tisti, ki jo usmerjajo. In to je prikazal s svojim konkretnim primerom. Rekel je, da ga zanima politika, da je bil v občinskem svetu, da je bil svetovalec vlade, ampak ko je določene projekte začel ali zastavil, pravi, da so se potem vmešali sindikati, vmešali so se razni lobiji in mediji in v bistvu vse sesuli na prav faktorje že na samem začetku in zato dejansko niti vlada ne more kaj veliko narediti. In če boste vprašali politike, leve ali desne, bodo vsi, od Boruta Pahorja do Marjana Šarca, bodo rekli, da je v ozadju toliko nekih, lahko rečemo, botrov ali pa tudi drugih zakonodaje, lobistov, sindikatov, da imaš dejansko zvezane roke. In zato pri temu so ključni mediji. Mediji so ustvarili Mira Cerarja, mediji so ustvarili Šarca, mediji so ustvarili Goloba in dobili volitve. Mediji so dobili volitve, ne Golob.
Ja, mediji so dejansko, zdaj smo videli pri teh volitvah, tako rekoč skoraj iz nič oziroma z nekaj odstotkov ustvarili mandatarja. To pomeni, da mediji imajo moč, imamo moč. In recimo, kar se tiče televizije, če ne bi imeli recimo Faktorja TV3 pa na Planeta, sploh ne vem, kaj bi še gledali, ker vso druge se zdijo vse skupaj in same novice in tudi zabavne vsebine dobesedno v bistvu po nekem zelo jasnem vzorcu. Nekateri pravijo, da je to iz nekega ozadja, ampak sej to ni tako skrito ozadje, kdo to počne. In osnovno poslanstvo medija je, da zgolj nastavlja ogledalo vsem družbenim dogajanjem, političnemu dogajanju, gospodarskemu in ljudje se znamo pravilno odločiti. Ampak pri nas pa v bistvu je zelo nenavadno, ta medijska scena hoče v bistvu nekaj dopovedati ljudem, kaj je dobrega, kjer je nov obraz, bo zdaj rešitelj. Potem se nahecamo in spet ponudi nov obraz. In v bistvu mediji so tukaj igrajo ključno vlogo. Problem so tudi novinarji. Novinarji, ki mislijo, da so lahko politični aktivisti in se potem kot politični aktivisti vmešavajo v politiko. Posebej v zadnjih tednih je bilo to zelo očitno, tudi na državni televiziji RTV Slovenija. Recimo jutri bomo imeli v Novi domovini ekskluzivno zgodbo o novi poslanki Mojci Pašek Šetinc in o primeru, kako je bila ona odstavljena z mesta urednice, ker je lobirala, ker je silila novinarje v to, da so objavljali podatke, ki jih je serviral njen mož, lobist Mile Šetinc. Tako da to je problem. Dokler bodo novinarji mislili, da lahko oni odločajo o politiki oziroma da lahko oni usmerjajo ljudi v določeno smer, bo to velik problem. Zdaj, verjetno se vsi strinjamo, da imajo mediji pomembno vlogo v slovenski politiki, ampak vendar me zanima vajino mnenje. Zdaj, ko politiki pravijo, ste omenila tudi politike najvišjega ranga, predsednike vlade, države in tako naprej, da se bojijo medijev. Mislite, da so pri tem iskreni ali vendarle držijo figo v žepu? Ker človek se vpraša, če si na neki taki poziciji, potem verjetno lahko kaj več storiš, kot samo širiš roke, ali ne? V smislu, če se bojijo medijev? Ja, v smislu, ko ste omenili, da pravijo tudi politiki, da pač je toliko enih interesov, da so mediji, strici iz ozadja in tako naprej, da praktično nič ni možno storiti. Je to neki iskren strah ali bolj gre za nerazumevanje njihove vloge oziroma to, da se prehitro zadovoljijo s tem? Ker iz tujine smo navajeni, da so mediji imajo pomembno vlogo, ampak ne vem, če smo pa navajeni, da mediji vladajo, kot je rekel Ivo Buscarol v intervjuju. No, samo če pogledamo tudi recimo Janeza Janšo in njegovo vlado, ki tudi on dejansko ni mogel nič storiti, pa recimo, da je hotel, da ni hotel ubogati stricev iz ozadja, ampak vendarle je imel zvezane roke, ker je sistem tak. Tako da za njega in recimo desno sredino je logično, da se bojijo medijev, ker jih vedno tolčejo, karkoli naredijo. Ampak na levici se tudi zelo bojijo medijev politiki, ravno zato, ker določeni novinarji tudi grozijo. Če pogledamo, kaj so govorili na RTV-ju po tem nesrečnem studiu City, je dejansko človeka rata strah, tudi ministra, tudi vojaka, ker to je neko tako sovraštvo, tako da mene dejansko ne preseneča tudi, da jih je dejansko strah v nekem smislu. Jaz večkrat argumentiram, ko mi kdo iz desnice reče, sej tem, ki so leve provenience politične, njih ni strah medijev. Seveda strah jih ni v tisti fazi, ko jih izberejo za njihove rešitelje. Takrat jim tudi, kot dobivamo informacije, dajo dobesedno vprašanja vnaprej, da se lahko pripravijo. Ampak veliko njih vedo, da bo pa prišel trenutek, ko jih bodo odrabili. In takrat je medij zelo velik strah za vsakega, ker te lahko popolnoma uniči čez noč. Ja, zdaj, gledalci vdaje Faktor deskrat rečejo, da gledajo vdajo zato, ker je drugačna. Verjetno tudi vi pri domovini imate podobno izkušnjo, pa me zdaj zanima vajino mnenje. Zdaj, vendarle nacionalni mediji so tisti, v katerih
ki nas vse zanimajo, ker so na nek način od vseh, saj morali bi biti in pač o njih se lahko pogovarjamo. Zasebni mediji so pač zasebni lasti, v končni fazi lahko počnejo, kar želijo oziroma kar želijo njihovi lastniki. Radio Televizija Slovenija, ne, imeli smo zdaj pač to izkušnjo, pač spremembo vodstvenih kadrov, tudi spremembo uredniške politike, zdaj so pač prišle volitve, očitno bo zdaj zadeve šle spet v neko drugo smer. Kako vi da vidite situacijo na TV Slovenija? Ne? Zakaj recimo ni možno, da bi ob oddaji Studio City ali pa namesto Studia City imeli tudi oddajo Studio Domovina? Bo po vašem mnenju, kdaj je to možno na TV Slovenija ali je to pač v bistvu misija nemogoče? Zaenkrat vse kaže, da Domovine na RTV Slovenija ne bo, ker tak občutek imam, da bodo še bolj zategnili, kot je bilo zategnjeno. In osrednji mediji, pa tudi če ne bi bila državna televizija Slovenija, bi mogel biti uravnotežen. Naša javna televizija pa še toliko bolj. Lahko samo omenim, da vedno, ko na Domovini poročamo o raznih dogajanjih na RTV, je to najbolj brano in z začudenjem gledamo IP številke, koliko ljudi iz RTV-ja dejansko bere Domovino. Se informirajo sami v sebi. In vidim, da je ogromno zaposlenih na televiziji, tako da jaz sem prepričan, da smo še zelo daleč od tega, da bo televizija uravnotežena in gotovo bi bila ena pot ta, da v bistvu bi se na podlagi, mislim, da je 5. člena uravnoteženosti medija lahko pogovarjali, ali zakaj smo sploh zavezani plačevati RTV prispevek, če v bistvu se tako enoznačno poroča in popolnoma neuravnoteženo, ne delno neuravnoteženo. Ja, če odgovorim na vprašanje Studio Domovina. Studio Domovina dejansko že obstaja, ker ga imamo v kleti te nove hiše, ki smo jo kupili. Na TV Slovenija? To je ni pa na RTV-ju. Skratka, če gledam čisto z poslovnega stališča, za Domovino je dejansko v redu, da je prišlo do zamenjave te vlade in da je RTV taka, kot je in da bo še slabša, ker potem bojo nas bolj brali. Tako da bojo šli naši ratingi gor, če gledamo čisto poslovno. Če pa gledamo stališča državljana in države, je pa to katastrofalno, zato ker državna televizija ima v programskih standardih in v novinarskem kodeksu jasno zapisano, da mora biti uravnotežena. Torej, če se pogovarjaš o določeni stvari, dobiš enega, ki misli tako in drugega, ki misli drugače. In tisti prispevek, ki ni tako narejen, je dejansko protizakonit. Zato, ker so programski standardi vezani na zakonodajo. Tako da to ni kot recimo uredniška politika, ki si jo zmislim jaz, ampak je to zakonodajna stvar. In mislim, da bo s tem popolnim obratom v levo, če jim bo uspelo spremeniti zakon o RTV-ju in če jim bo uspelo spremeniti programski svet in ga spet zapeljati v popolnoma v rdeče vode, da bi se znalo zelo hitro potem to vrniti kot bumerang, ker se bodo ljudje vendarle uprli in bodo rekli, mi tega ne bomo več plačevali, mi tega ne gledamo, mi tega nočemo gledati in lahko se pojavi tudi pobuda državljanske nepokorščine, ker je to, kar delajo trenutno in kar tudi Golob oznanja in bodoča vlada napoveduje, to je protizakonito. Zdaj, eno zadrego imam, če mi lahko vidva mogoče pomagate. Zdaj, ta Studio City oddaja pač velja za nek simbol, da rečem tako anti-Janša ali pa nekega, kaj bi rekel, urbanega, nekega levega sentimenta, ampak gledam recimo po sebi. Jaz sem levo politično usmerjen, nikoli v življenju nisem volil za Janeza Janšo, sem relativno dobro situiran, izobražen in tako naprej, jaz ne gledam Studio City. Me zanima, kaj je narobe z mano. Zakaj jaz ne prepoznam, da je to oddaja, ki bi v bistvu morala biti meni pisana na kožo? Ja, mogoče zaradi ustroja oddaje. Rejtingi te oddaje kažejo, da niso ravno visoki. Zdaj ne vem, bi moral pogledati točno številke, ampak mislim, da so pričevalci od Jožeta Možine vsaj primerljivi, če niso boljši. In če bi bili v prime timeu, bi gotovo bili bolj gledani. Torej, gre tudi za obrtniško nespretnost. Zdaj, če pustimo govore napake in pojavo samo, ki pač ne spada na televizijo, ker take figure, kot je Marcel Stefančič, na Zahodu ne boš nikjer dobil. Tudi na vzhodu težko. Ja, mislim, tak človek pač ne gre na televizijo. Tako kot, ne vem, v Italiji ne boš dobil nikjer nobene debele novinarke za
za mikrofonom, ker pač to ne gre, ne? To so taki standardi. Ne? In isto je to, če si neurejen, pač ne moreš biti v majici in z neurejeno frizuro, ne moreš biti na televiziji. Pač jaz sem v bistvu hotel vprašati, če že zame to ni oddaja, ne? Kaj šele vsi ostali, ki drugače razmišljajo kot jaz, je logično, da potem tega ne gledajo. Ne? No, se pravi, zdaj, obratniško je pa še ena stvar. Ne? Obratniško je problem, da on recimo povabi 3 goste in eden je desen in potem 2 gosta sta leva in on je lev. Ne? Tako da je razmerje 4:1. In to ne more biti zanimivo. To je prva stvar. Drugo pa, to je obratniško narobe. Poleg tega, da je to tudi v smislu programskih standardov, kršitev programskih standardov in v svojem bistvu nezakonito. Ja, tudi moji prijatelji iz leve pravijo, da redko kdaj so gledali in da se jim zdi zdaj nesorazmerna reklama, ki je nastala ob tej umiku. Moje čisto osebno mnenje je, da bi bistveno več se naredilo, če bi se dalo, seveda, če bi bila ta opcija na RTV, da bi podobno kot je Studio City, da se bi ga pustilo in naredilo tudi kontraoddajo in bi ti 2 oddaji med seboj v pravem novinarskem žanru tekmovali. In jaz mislim, da bi bilo zelo enostavna konkurenca že znotraj hiše, bistvena za dvig gledanosti obeh oddaj in bi na koncu tudi uresničili to uravnoteženost. Ker samo o tem se pogovarjamo. Ne? Ker zdaj, če hočemo mi televizijo narediti v skladu s programskimi standardi in z zakonodajo, bi jo morali dejansko v prvi fazi razdeliti na recimo prvi program, ki je bolj lev in drugi, ki je bolj desen ali obratno, zato da se razdeli, da se matematično pove. Ne? To, kar so Avstrijci delali leta 47-50, takoj po vojni, ko so si delili na pol, to sicer izgleda malo primitivno, ampak mi nismo še niti v tej fazi. Ne? Pri nas je tako kot v Avstriji leta 1939, torej, da so imeli vse eni in mi moramo šele priti do tega, da bomo rekli, ja, če imamo televizijo, ki je državna in ki mora poročati o obeh polih političnih, torej bo polovica novinarjev iz enega pola in polovica z drugega. Ne? Ker to, da so pa sredinski, da nimajo političnega prepričanja in podobno, to je pa laž, ne? To je bleferstvo. Če si predstavljamo recimo v športu. V športu nihče ne bo zameril enemu športnemu komentatorju, če je navijač določenega nogometnega kluba. Če bo pa na nogometni tekmi, ko bo njegov klub igral proti drugemu, navijaško poročal, bodo takoj videli. Ne? In isto je za politiko. Ne? Nič ni narobe, da imaš ljudi, ki so pristaši enih ali drugih, ampak morajo biti približno enako in ko poročajo, morajo biti neutralni. Ravno predno sva s Tinotom prišla v studio, sva govorila z bivšim zaposlenim na RTV-ju, pa je rekel, ja, veš, nas je bilo tam 5%, se pravi, leve struje je bilo pa 95%. In v bistvu mi smo še zelo, zelo daleč od neke uravnotežene RTV. V bistvu se človek vpraša, kako se jim je izmuznalo teh 5%. Glede na to, da kolega Štefančič pravi, da točno vejo, kateri to so. In točno se ve, za kjer. Točno se ve, kateri to so. Ja, kar grozljive besede se mi zdi za leto, datum, v katerem smo, pa za situacijo, v kateri smo. Predlagam, da se še malo pozabavamo z zakonodajo medijsko. Če zdaj pustimo ob strani te ideološke ali pa kakšne druge motive, kaj bi vidva rekla, da recimo je dobro pri obstoječi medijski zakonodaji, kaj bi bilo pa potrebno spremeniti? Vendarle imate zdaj že toliko izkušenj na različnih področjih, da lahko o tem argumentirano kakšno rečete. No, jaz mislim, da ta vlada ne bo naredila kakih velikih sprememb, ker ji to paše. Torej ta feudalizacija, da ima čim več razpisov in da potem daje svojim denar. Ampak naše mnenje je pa tako, da je treba sprostiti vse skupaj. Torej, da se država umakne, recimo namesto, da dajo subvencije, recimo davek na knjigo. Ne? Ukinemo davek na knjigo in ukinemo potem tudi subvencije in bodo vsi zadovoljni s tem. Ali recimo, če gre za tisk, ki pada, praktično povsod razen pri nas, dajmo znižati davek oziroma oprostiti časopise davka na papir. Ne? To bi veliko bolj pomagalo, kot da mora en medij dajati prošnjo, čakati na to, da se neka komisija
strokovnjakov odloči, komu se kaj da in potem pisati poročilo. To je vse neživljenjsko in tudi stane veliko denarja. Ta režija stane. Tako da na tem področju bi si jaz želel sprememb, ampak sem prepričan, da jih ta vlada v tej smeri ne bo naredila. To bi dopolnil Tinota. Jaz mislim, da je edina pot popolna deregularizacija, ker v bistvu vse, kar se je reguliralo in dodajalo v zakon, smo videli, da tisti, ki so hoteli, so naredili hobotnice tako zapletene, da v bistvu zdaj tudi javnost ve, recimo, da že niso več zapletene. Da niso tako zapletene, ker so jih že nekateri novinarji lepo popisali in vidimo, da Odlazek je naredil pravi tako imenovani imperij, ki je v bistvu gre mimo vse zakonodaje in ima vključene različne tipe programov, ki po samem zakonu ne bi mogli biti. Torej, kdor bo želel, bo najdel pot tudi v bistvu, tako kot so včasih se je švercalo čez mejo v stari Jugi, kadar nismo imeli materijala, vsak je najdel pot. Tako da, če bomo pa manj regulirali in manj davkov pobirali, se bodo tisti zdravi mediji krepili. Seveda je pa potrebno poskrbeti za določene lokalne vsebine, regionalne vsebine, da se ne popolnoma vse skomercializira, ampak to lahko naredimo zelo jasnim dodeljevanjem sredstev za vsebine, ki so zapostavljene. In v bistvu recimo od kulture naprej se da v bistvu dobiti popolnoma enostavne in transparentne sisteme, kjer bi točno vedeli tudi filmska industrija, kdaj bo lahko naredila res en dober slovenski film na podlagi nekih meril. Ampak to se dela izven tega sistema, ker ga imamo vse zregulirano do konca in še tam noter niti sami ne vedo včasih, kdo bo dobil, kdo ne. Zdaj, očitno bo v kratkem prisegla nova vlada, danes so zaokrožila tudi že prva ministrska imena, jasno je že, kdo bo to vlado sestavljal. Kakšno uredniško politiko napovedujete, recimo ti za Tednik in Igor, ti za pač vaše medijske oblike do te vlade? Taka kot je bila doslej, torej kritičen si do potez, ki jih vlada ali pa tudi opozicija počne. Vedno si bolj gledaš na tiste, ki so močnejši, in tiste se tudi, recimo, če gledamo karikaturo ali pa satiro, ti se ne moreš smešiti nekoga, ki je že napadan, ki ga vsi napadajo. Zato recimo karikature z Janezom Janšo v naših medijih niso smešne, ker Janšo so v zadnjih 2 letih toliko napadali, kot da sploh ne bi bil v vladi. Je bilo bolj smešno recimo delati karikature iz opozicije, ampak to je zato, ker je opozicija dejansko imela vse vzvode za oblast, je imela vse medije v rokah, ogromno podjetij, tako da za naprej bodo mediji gotovo, zdaj tudi levi, malo bolj recimo kritični tudi do levih vlad, pri nas bomo pa še toliko bolj in pri nas bomo napisali tisto, česar si drugi ne bodo upali napisati, zato ker pišemo kritično tako o levih kot o desnih in tako o cerkvi kot o drugi javnosti. Tudi recimo konkretno za to vlado odhajajočo smo tudi napisali in večkrat povedali, da je preveč talala, da je bila preveč socialistična, premalo liberalna, premalo spodbudna za gospodarstvo. Jaz bi k temu dodal samo še, če gledate Faktor, lahko mirno berete tudi Domovino. Igor Volk, Tino Mamić, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj pomeni milijon za Domovino, že 731. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako prehransko varna je Slovenija in kako nam pri tem pomaga Panorganics. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.